no, kaj te čem. Zdravo, jaz spet svoj mali. Kaj ti čem pa to? Evo, tak. Kaj ti je? Zakaj? V ogledalo se gledaš. To? Ne, tako malo sem slučajno šel mimo, pa sem, si mislil, zadnjič me dajš malo zgrobo, pa mogoče se mi je klobuk skrčil, pa sem ga sprobal, če evo, skrčenje, ne, ti novi materijali, veš, to je, rajši sploh. Ne, nekaj se dogaja s tabo. Kaj imaš ljubico? Ajoj, daj žuža, prosim te, no. Ne, kaj ti češ? Kaj pa pol, kaj se pol tak gledaš špegl, tak? Pa to, a? Jo, dobro, no, čakaj malo, ko zdaj se niti več špegl človek v tej bajti ne mre pogledati, ali ka? Ne na tak način, Beno. Kaj se dogaja, priznaj. Dobro, no, Žuža, evo, dobila si me, priznam. Kaj priznaš? Žuži, kak bi bil jaz brez brkov? Slovak, zakaj? Ja, nič, eden me je prosil za en kšeft, dobro plačani, ne, samo pa to, ne, če bi mu treniral njegovega psa. Ja, in? Ja, alergičen je na poraščene ljudi. Ti si bogataš. Ne, njegov pes, Ozol. Veš, kak je kosmati, pol pa najbrž ne mora konkurence in bi ga jaz mogel... Ja? Hej, zdravo. Daj nehaj. Jo, kak lepo tebe, Silvika. Ja. Ne rabiš skrbeti. Ej, Silvika, ne bomo povedala niti besedice. Ja, okej, zmenjena. Adijo. Ko pa je? Zvečer morava biti ob 8 pri Špehovih. Silvika ti za god peče torto. Jaz ti nisem nič povedala, Beno, če kdo kaj vpraša. Torto? Celo? Za mene? Pusti zdaj torto, kaj je z brki? Ja, če bi hotel dobiti to treniranje psa, ne, bi si mogel obriti brke. Pozabi, ne prideš poštev. Ne. Koliko ti ponuja? 700 evrov. Ja, no. Konec koncev, pa bi mogoče brez brkov... Lahko da bi mlajši izgledal. Veš, kaj ti zdaj jaz povem, Žuža? Še pred minutko nazaj si mi pravila, da bi brez teh brkov izgledal kot... pač, kak bi izgledal. Ja, samo za 10 let mlajši, pa za 700 evrov bogatejši, Slovak. To prvi je zjutraj, ki te zbudi, ko bi še spal, se glasno sveti. Pozno po noči ti spat ne pusti, v posteli svoji delovali za 3. To na dopustu za pošto skrbi, Ti rože zaliva prebajska stvari, to ti posodi jajče kaj pa. vse si ga vrnil, ko ga ni bilo doma. Lepo je biti sonce, saj nič ne boli. Prijazen je pozdrav in začajo se stvari. Lepo je biti sosed, lepo je biti fin. Ko si v težavah, da si pravi ti. Lepo je
Mora biti sosed. Daj no, Žuža. Pa ti veš, koliko mi te brki pomenijo, ne? To so najlepše brke v Evropski uniji. To je umetnina pod nosom. To ne zraste vse povsod, veš? Ja, pa te brke je treba znati vzdrževati, ponositi. Pa saj veš, kaj mislim pa to, ne? Ja, vem, ja, ti misliš, da se v teh brkih skriva tvoja moškost. Ja, točno. Brez teh brk ne bom več pravi moški. Se z brki tudi nisi pravi moški, Mucek, tako da je čisto vseeno. Žuža. Pa veš, koliko časa bo spet trajalo, da mi bodo nazaj zrasli, pa se mi tako namnožili. Ne, jaz imam eno odlično olje za rast las. To ziher deluje, razumeš? Streniraš tucka, pobereš keš, čez en teden boš imel brke ko Stalin. Ziher, ja. Ja, ziher, ja. To olje je uporabljal tudi Ivan Cankar. Koliko dolgo je že na tržišči to olje? Ja, ker je to ena pradavna receptura, razumeš? Primož Trubar se je z njim negoval brado, recimo. Ja, hvala lepa, Žuža, veš. Na tej tvoje marketinške fore več ne bom nasedel. Pa te tvoje visoko kvalitetne izdelke pospravi. Po celem stanovanju ležijo. Dobro? Si boš obrel brke ali ne? Žužika, ko jih lahko imam vsaj do večera. Pokliči tega milijonarja, pa mu povej, da boš sprejel delo. Če ne bo vzel kakega skinheada, razumeš? Jaz bom pa pospravila mojo robo, da boš zadovoljen. Kličeš? Ja. Silvika, kaj spet ustvarjaš? Torto. Kakšno torto zdaj? Kaj torto? Lešnik torta, čokoladni obliv in jagodno žele. Ja, Igen, jaz se ne sprašujem po sestavinah. Vse tvoje torte imajo tako isti okus. Jaz te sprašujem... Kako isti okus? No, da so vse enako dobre, zelo. Se sprašujem, kaj praznujemo. Ivičko, ti pozabil si. Tvoj najboljši prijatelj kot danes ima. Kaj pozabil, da bi jaz oči bučnosti se ti spozabila. Smo se dejansko in jasno dogovorili, da ne praznujemo nobenih godovnih dni. Ne kupujemo si nobenih daril več. Ivan, to nam darilo, to torta je. Zdaj se bosta oba čutila dolžna. Kaj dolžno? Torta za stonja. Ja, pa ne vem, zakaj si jo sploh šla delat. Dolgočas mi je. Ko meni dolgočas je, potem migren dobim. Moram nekaj delati. Ja, če moraš, pa delaj, a ne? Ja, Sonjata. Samo prosim te, da me pustiš čisto pri miru. Daj na pop, nadaljevanka bo zdaj. Kakšna nadaljevanka? Jaz bom gledal nogomet. Kakšen nogomet? Ti gledaš vaterpolo. Ja, to je de facto res. Samo danes igra Benotovo zlato ličje proti Olimpiji. To nem prvo ligo. Ja, zdaj pa ti kar naenkrat specialistka za prve lige. Gre za pokalno tekmo. Je kvalifikacijska. No, ja. Kaj, in Olimpija je v prvi ligi. Olimpija prvo ligo. Kaj prejšnje leto bila drugo ligo? Kaj pa bojo delali v drugi ligi?
Glavno je, da jih Olimpija nažge. Ja. To bi bilo pravo darilo za Benota. Beno navija za Olimpijo? Ja, kako kaj bo navijal za Olimpijo? A si pozabila, kje je bil rojen Beno? Zlatolica. Ja, Ličje. In? Kje je preživel svoje obdobje adolescentno? Zlatoličje. Ja, in kje sta se z njegovim prvim dekletom intimnostno zbliževala? Na breg pri Elektrorno. Igen, torej bo navijal za Elektrorno. Ja, Silvika, zdaj pa se zresni. Beno misli, da bo Zlatoličje premagalo Olimpijo. Kaj zelen, Olimpija in Beli so Zlatolica. Ja, kaj jaz vem. Daj no Pop TV. Silvika, kakšen Pop TV? Ti zdaj pečeš torto. Ja, ne moreš delati dveh stvari v istem časovnem obdobju. Zlatolice ne more zmogati. Ja, kaj, Silvika, grem jaz zdaj gledat tekmo k Benotu. In to je prvič in zadnjič, da delaš dve stvari hkrati. To imaš zdaj, tvoj. Pop TV. Zanja, se še barfa snem, to dom. Pa da je ne boš spet zažgala. Zvoni. Ivo. Beno. Silvika gleda Pop TV. Je dolg čas, pa zate peče torto. Ja, to pa vem, ja, za torto. Mi je Žuža rekla. Kaj, to je nekaj čisto drugega kot waterpolo, ne? Ja, če ne bi igrali tvoji, jaz ne bi gledal. Ja, seveda, ja. Tebi je waterpolo zakon. Ivo, kakšni moški, te si ti. Beno, veš, koliko golov pade na vsako tekmo? Včasih celo do 20. Ja, pri waterpolu, ja, to je res, ja. Samo pri waterpolu nikoga ne bre spodmetati, veš, spodnesti, ja. To je tako, kot če bi hotel pri nogometu koga potopiti v vodo. Ja, to res, da ne moreš, ja. Samo čakaj malo, pri waterpolu, kako to zgleda, prosim te, no? Ja, tam imaš ja celi bazen takih plavajočih glav. Pa kakšne hipanske kopa imajo na uhah. Ja, zgledajo kot dojenčki. Samo še dudeji manjkajo. Sem veš, kaj mislim, ne? Beno, nogomet je bolj dolgočasen. Ja, kaj je zdaj? Najprej v prodoru malo naprej, pa takoj malo nazaj, pa potem tisto preigravanje obrambnega krila ali vratarja, ki žogo ulovi, ali jo pa brcne tja do sredine igrišča, da potem nihče več ne najde. Vmes pa vedno nekdo pade in je že konec prvega polčasa. Lepo je biti zase. Ja, samo kakšni lepi goli padajo, Kot da je težko dati gol v tako velik gol. Vse je res, ne? Daj, Beno. Pa s tistimi svojimi majčkami čez glavo skačejo po celem igrišču in pijejo in teče, da jih ostali komaj najdejo in potem tisti njihovi intimnostni objemi. Ja, igen. Pazi, ne! Gol! Ne! Ja. Ivo, to je šele prva minuta, veš? Ja, boš videl, ko boste dobili v prvi 10 3 gole. Ja, vse sem te pa videl. Ja. Daj no, Ivo, tega smo jim itak šenkali. Ja, tak, da se malo sprostijo pa to.
Da ne bodo rekli, da smo slabi gonstitelji. Ja, no, zdaj se boste pa spravili v gol, pa boste čakali na naslednje zametke. Da, Ivo. Ja. Ko staviva? Si pa postal ameriški zelo. Zakaj greva staviti? Ja, ne vem. Če zmaga Olimpija, si jaz obrijem brke. Pa to. Ja. Ja. Ti bi si obril brke. Ja. Ja, veš, mora biti taka konkretna stava. Veš, da bo bolj napeto, pa to. Ja. Dobro. No, če pa zmaga tvoje zlato ličje, potem... Pa Silvika ti speče torto. Ivo, ti si me hotel okrog prinesti. Kaj je? Ja, pa Silvika bi mi itak ali tak spekla torto. Hepan. Ja. No, če zmaga tvoje zlato ličje, potem... Glej, Ivo, da bo stvar pravična, moramo staviti za isto stvar. Ja, da pa to ni isto, jaz nimam brkov. Dobro, to je res, da nimaš, ne samo... Pa si naredi kaj takega drastičnega z drugimi kocinami na glavi. Ja, zakaj ne? Ja, zato, da bo stvar ista, ne? Recimo, pobarvaj si lase. No, rdeče. Beno, to je kruto. Ojo, še pred minuto si pa bil veliki frajer. V 10 minuti bo 3-0 za Olimpijo. Pa to. Dobro, vrije, pa nič ne staviva, če nisi za fair play. Veš kaj, tvoji zlatoličniki ne morejo zmagati, pa premagati Olimpije. Misli. Glej to! Kak je vseko? Si videl, kak ga je sprašal? Ja, komaj. Kak ga je sprašal? Dobro mali to! Glej to 15-ko, Ja. To je sin od mojega sošolca. Ja, od Roberta Bezjaka. Ja, pa to je bilo na ključe, Beno. Na ključe, ja, saj sem te pa ja videl. Ja. Ko si se vsral, ne? Ja, kaj se bom jaz, da bi se vstral? Ok, Ivo, da ne boš rekel, da sem pes. Glej, tako se zmeniva. Tudi če bo neodločeno, bo isto veljalo, kot da je Olimpija zmagala, dobro? In kljub temu si bom brke obril. Vre? Zmenjeno. Zmenjeno. Čakaj malo, da bodo vsi razumeli. Zgučano. Ja, zmenjeno, kar vsekaj. Ko res lahko? Ja, vsekaj. Si rekel, da te vsekam? Ja, kaj je? Zakaj ne? Ja, naj sekam. A jo, veš, to pa mora biti en neutralen. Jean-Jacques. Sekam. Dobro, sekam. Gremo, žal, ključe. Pa to. Olimpija! Ja, to sem da pa ja videl. Silvika, kje imamo šampanjec? Čak malo, Olimpija vodi pred zlatolico. Kaj, ne gledaš Pop TV-a? Od kdaj pa tebe zanimajo nogometaši? Olimpija vodi! Ja, vem, da vodi se, zato sem prišel po šampanjec. Ti po tekmi pridem predstaviti še enega novega soseda. Kaj govori? Ja, zdaj ti bo malo znan, bo pa nekoliko drugačen. Gol! Kje? Ena, sliši Beno, veselje. Kako zdaj kaže 1-1? Ja, Kje je zdaj posnetek? To je čisti offside. Ivo,
Ivan, ti nemaš pojme. Sedi tu na rit ali pa hodi k Benu. Koliko še do konca? Malo konec bo, mogoče podaljšek. Kaj zdaj stoji tu, ko bo bok? Pa grem! Gol! Kje? Kdo ga je dal? Kdo misli? Pa kaj, ja niso dali že spet gola? Igen. Ja kako, če še vedno kaže 1-1? Ja, hitro dali gol so. Niso imeli časa zamenjati številke. To se ne bo dobro končalo. Zakaj, Ivan? Jaz vesela sem, če kdaj slabši zmagajo, ne? Zmagajo drugič. Ozonjo, sva šla z Benotom stavit. Ivan, zakaj? Za stavit. Za koliko? Ne za koliko, zakaj, kot si rekla pravilno. Če zlato liče premaga Olimpijo, si moram prebarvati lase na rdečo. Ivan. Ja, koliko še do konca? No, hitro bo zdaj zapiskaj. Dobro. Kaj bom jaz zdaj z rdečimi lasmi, kako bom zgledal? Ko Slovak. Kaj sem šel sploh staviti? 12 metrovka! 11 metrovka. Meter gora, Aldo. In kaj potem, če izenačijo, ti ne barvaš se? Ne, potem si Beno obrije brke. Beno, pripravi si brevski aparat. Ivan, ne priči še, lahko obranijo. Ja, se. Nekaj, 11 metrovke ne moreš obraniti, lahko se pa slabo strelja. Kdo strelja? Nem to, ta 7 je. Kako ga pa ti poznaš? A nem poznam, ampak dvakrat že nem ciljala dobro, pa noben gol bil takrat. Ja, no, ravno zaradi tega. Zdaj pa je tam vratar in ne bo več toliko v šoku. Prosim te, Silka, da mi zdaj, no, vidi, da... Ja, ti si brcno. Jaz bi še možje brcno. Miri se zverina. Zlatoliče, Zlatoliče. Zlatoliče, to sebe. Zlatoliče. Zlatoliče. Zlatoliče, kostila to, konjem delamo. Pa to. Ja, Ivan, pozab na šampanjec. Hodi v drogerija po farbo. Silvika, kaj? Tukaj se dogaja v kuhinji. Ta moja, pa Ja sem ti rekel, da... Ja, če nem prižgala ti meni nogomet, potem jaz nem zažgala torto. Igen, ti se dejansko veseliš, da sem jaz zgubil stavo. No, sem vedel, da bo zelo... Lepo je biti sosed. Oj, pa glih zdaj. Dobar dan. Ko je? Ja, ena polovica brko, vam pa je. Ja, vem, brijem se. Ja, drugo pa še imate gor. Ja, dobro, no, to tudi vem. No, toliko vam povem, ker vidim, da nekam izgledate mi strešeni. Da ne boste slučajno pozabili še to stran dodati. Jo, dobro, no, vredi. Seveda sem raztrešen. Če pa moram čez nekaj časa iti k Špehovim. Ja, gospod Špeh mi je spekla torto za god. O, to je pa lepo, to je pa lepo. Pred nam se pa sosede izogibamo. Ja, komaj ti kaki denar posodi, ga hoče pa še nazaj. Ja, to je pa res čudno. To pa je lepo je biti sosed. Jo, seveda, super, fino. Samo prosite, zdaj glih nimam dosti časa, ne? Imate kaj za mene? Ja, seveda. Razkaži, da vidimo. Ja. Voščilce od vaše mame, ki je zelo lepo, rožice in... O, krasno, ja, super, pa ja. še ena lepa
To je pa od... to pa ne znam prebrati. Dobro, hvala, bom že sam prebral. O, krasno, fino. Zdaj pa hvala, pa na svidenje. Gremo. Vam lahko vam še nekaj izdam? Ja. Skrivnost. Meni tudi ime Beno. Kak lepo. Ja, super, vse najboljše za god, Beno, zdaj pa gremo. Pa še nekaj. Ja. Kajti še nikoli nisem dobil voščilnico, pa čeprav jaz raznašam pošto. Res? Ja, super, evo, vse najboljše za god, Beno, tu imaš voščilnico. Ja, to je pa lepo. Ja, zdaj pa gas, gremo. Svidenje. Ja, seveda. Srečen, ko sem Beno. Dober dan. Dober dan. Ste nam kaj prinesli? Ja, nekaj prinesel, nekaj bom pa odnesel. Ja, vaš mož mi je dal voščilnico za god. Jaz sem tudi Beno. Ja, ziher, ja. Vam je dal še kako denarno nakazilo? Ne, to ne. Nič vam jaz to ne verjamem, da vidim. Da vidim. Beno! Baba. Beno! Zakaj si dal voščilnico od moje mame poštarju? Ja, če je pa pisalo gor Beno. Beno! On je tudi Beno. Beno! Ja, Beno, ja. Beno! Ja, dobro, no, oprosti, če sem tiste čičke, čačke nisem vedel, da so od tvoje mame. Kako to misliš čičke, čačke? Če ne bi vedela, da se boš obril, bi mislila, da imam vlomilca v stanovanju. A je to? Ja. Ti si čisto drugi moški. Ja. Res? Ja, res, ja. No, pol bo pa še danes divja noč. Pa to. Ej, točno vem, kaj misliš. Pa take, pa to. Greva hitro, okej? Vzameva tisto torto, pol pa hop v poslo. Ja, samo veš kaj, moramo paziti, da ne vzameva preveč tiste torte, Silvikine. Drugače bo divja noč na WC. Kaj se pa že videla? Uj, dobro, da si me spomnila, ja. Glej, na noben način ne smita zvedeti, da... Čakaj, telefon. Ja, dober dan. Dober dan, gospod Štorman. Ja, ne, vredi, glih sem vas hotel poklicat. Ja, glede tiste kosmate zadeve, pa to. Ja. Gospod Šiker je tudi fajn dreser. Aha, se pravi pol, ja, nič ne. Ja, ne, vrej, ne, ja. Ja, seveda, ja, na svidenje, ja. Zapstuj sem se obril. Zaston se že nisi, Beno. Nisi zaston. Da greva se zrihtati, jaz si vam dala tisto obleko, tisto mojo modro frankino. Jaz si bom dal tisto srajco barve žrebčeve krvi. Ti meni danes delaš? Kaj, saj nič nisem naredil. Dobro. Ivan, daj dol ta folija. Silvika, ti ne pomagam pri torti. Beno, zdaj prišlo bo, ti pa nem piroša. Zgubila s tovo si. Ja, če si snamem folijo, potem se mi tako začnejo suziti oči, da nič ne vidim. S tovo je s tovo. Dobro. Postrgaj ti še to malo dol. Ne vidi se, da zažgana je, ha? Ja, no ja, no ne. Kaj no ja? Daj gor to smetano pa bo. Ti hodi v kopalnico. Ja, osanjak nisem čitlo, ko je nad mama. Ej, Silvi, kak si kaj? Beno! Kaj ti obril berke si? Pa zlata lica zmogala je.
Ja, veš, malo mi je bilo hudo za kolega, ne? Pa sem pa iz sočustvovanja, pa to sem še jaz malo obril, pa tako. Ja. O čem vidva govorite? Poglej, naši moški, ne, zmenili se, da naredijo stavo, ne, za tekma Zlata lica in Olimpija, ne, in tisti, ki izgubi, ima kazen. Kazen? Kako kazen? Ivan ofarbo glava, Beno obrije berke. Res? Ike. Pa dobro, nima zdaj to take veze. Kaj je Ivo doma? Jo, kupalnica daje dol folija. 2 ura pripravlja, da se nam ta pogum. Čakaj, samo malo, jaz tu nekaj zamujam. Kaj se nisi ti obril zaradi psa? No? Žuža, veš, jaz te nekako zdaj čist nič ne razumem, pa to. Kako me ne razumeš? Še pred par minutami si govoril z onim šikerom. Ne, s Štormanom. Kdo Štorman je? Si lahko misliš, Beno je dobil ponudbo, da bi za 700 evrov zdresiral enega psa. Ko me porivaš? No, mi dva bova zdaj počasi šla, hvala lepa. Počakaj, Ivan rad čestita biti. Pa ti še lahko povem to zgodbo, ker je totalno zabavna. Ne, no, adijo. Pa ne pa Silvi, ki bo zikar všeč. Ja. Ne, veš, nekako ni tako zabavno. Povej, začetek dober je, no? V glavnem. Čakaj, molim. Beno je dobil to ponudbo, ne? Ampak problem je v tem, da je pes alergičen na brke. In zato je Beno, da bi delo lahko vzel, šel, pa si je brke obril. Potem pa ga je pred par minutami klical ta šitman. Štorman! Kaj je to zdaj važno? V glavnem klical ga je, pa me povedal, da je delo dal že nekomu drugemu, nekomu, ki nima ene dlake na celem telesu. Tako da je izpadlo, da se je Beno šel za ston obrit. Prav ti je, Beno. Ivan, oper glavo. Beno, nagolal te je. Lepo je biti sosed. Ivan, oper glavo. Prepozno. Kaki Slovak. Beno, zakaj si se pa ti obril? A si spet zamolil kakšen podaljšek? Je bil kazenski strel? Ne, zakaj? Ja, kje pa imaš potem brke? No, Beno, povej mu. Rad povi. Ja, ja. Kolega, oprosti zaradi stave. Pa to, ne? Kaj, saj nisi ti kriv, stava je stava. No, ja, lepo, da si se obril iz solidarnosti. To ne napravi iz solidarnosti in stave, ampak on mora obriti se vsaki primer. Kako v vsakem primeru? Vsaki primer, on mora odresirati pso, ki grize one ljudi z berkami. Kaj, ja, da grize brkate ljudi? Igen. Bravo, Silvika, bravo, čestitaj si. Mi dva prideva sem dobre volje, ti pa namesto torte to žariš slavljenca. Ja, res je. Bravo, ja. Jaz pa pečem torto za slavljenca, ki svoj najboljši prijatelj pripravi do ta stvar, da odreče se svoja... Moškosti. Lepota. Ja. Kaj? Ivan, nem lep? Ne, lep je. Tako tisti igralec, ko je špilal v onem filmi, kaže, etol pa groze. Bil lep je. Zdaj pa ko 80 let stari ofarbani gigolo. Jaz pa pečem torta iz ljubezen. Ja, ziher, ja. Mi je Ivo povedal, kak iz ljubezni ti pečeš torto. Zato, kad ti je dolg cajt. Ivan, ti povedal vse. Saj je že prej vedel, mu je Žuža vse povedala. Kot te ti fockaš, Žužo, ha? Veš, zakaj sem mu povedala? Da ga psihično pripravim na tvojo torto. Kaj hoče reči s ta stvar? Poznam jaz tvoje torte, sem lani dobra, eno za rojstni dan. Kak je bila dobra. Jabolčna, pa višnje so bile, pa kakavova krema. Ja, in kaj nem dobra bila mogoče? Ne vem, kaka je bila, tak je bila trda, niti sveč nisem mogla no zapičiti. Ja, oprosti, babica. Jaz ne moram napraviti mehka torta za staro babo. Zdaj si šla pa predaleč, kaj ti misliš, da si ti frajerka, če si 2 leti mlajša od mene?
Silvika. Izvolj, Beno, čestitam. Ok, greva. Greva. Jaz imam odlično olje za rast las in Ivatu ga ne bom prodala. Ne robimo ga, zdaj ga ofarbam nazaj, pa bo še lepši. Crknita. Vidva pa živita, pa mučita se. Greva, Žuža. Greva se mučit. Zaveš, kaj mislim. Ti pa v kopalnico. No ja, Ivo. Saj niti ni bila tako slaba, tista rdeča, pa to vse veš, kaj mislim. Kaj boš pa zdaj? Kaj neki, nič. Jutri se bom spet pobarval. Upam, da bo zdaj v redu. No. Saj veš kaj, tista rdeča, ne? Malo mi je žal. Ja, zato, ko si prej izgledal ko pravi zlatoliški navijač. Na zdravje. Ja, na zdravje. Glavno je, da je bila tekma dobra, ne? Dobra. Se že veselim povratne tekme. Ja. No, na domačem terenu vas bomo zbrisali. Ivo, reče se nabrisali, dobro? Samo ne, ni šans. Stari, ni šans. Kaj? Staviva, Zakaj? Nič, zdaj pa ti povej, da bo bolj pravično pa to. Dobro. Če zmaga Olimpija, Dobro? potem ti Silvika speče torto. Dobro? Če pa zmaga Zlatoličje, boš pa ti tisto torto pojedel. Vre? Zmenjeno? Ja, pravnomočno sklenjeno. Ja, dobro, no, zdaj pa vse kaj. Kaj, da je res lahko? Seveda. Jean-Jacques.